Ste videli, da je puščava Sonoran, ki je tudi v Arizoni ena najbolj vročih na svetu? Tudi jaz ne. Ima pa s tem avtomobilom nekaj skupnega, eno ime. Tucson se tam imenuje milijonsko mesto, pri nas pa Hyundai, ki je bil nekaj časa iX35, zdaj pa je spet stari znanec Tucson. Na cesti bo opažen, tudi na parkirišču, da bo sosed fovš itak. Oblika res pritegne, poglejte tole ogromno masko in ozka žarometa, res pusti vtis. Sicer pa je avto približno enako velik kot prejšnji, le da je znotraj še malo več prostora, količnik zračnega upora pa je 0,33. Notranjost je tudi napredovala za vsaj svetlobno leto, ker je lepša, ni preveč gumbov, tudi tale 8-palčni zaslon je lepo odziven, samo še plastika bi lahko bila bolj kvalitetna. Sploh tukaj na sredinski konzoli, čeprav izdelava ni slaba. Hyundai pridno posluša kritike, ker je zdaj položaj za volanom boljši, obrod se da lepše nastaviti, sedeža spredaj sta bolj udobna z več bočne opore, sredinski naslon se lahko nastavi in ko spreminjate osvetlitev, se hkrati končno zatemnijo tako merilniki kot zaslon. Zadaj je zaradi povečane medosne razdalje še malo več prostora, prtljažnik pa kljub obljubljenim litrom ni tako velik, ker Hyundai šteje še spodnji del, ker je običajno pneumatika. Osnovna cena za Tucson je dobrih 22.000 evrov, ampak dvomim, da bo več stal toliko. Tale je recimo 29.000, ker ima poleg ostalega še paket safety. 1340 evrov stane in med drugim pomaga preprečiti naletov vozila pred vami in zazna pešce ter vozila, ki prihajajo prečno, ko vozite nazaj. Pa kamera ima poleg senzorjev, ker se nazaj zaradi masivnega stebrička praktično nič ne vidi. Seveda je cena višja tudi zaradi dizelskega motorja. 1,7 litrski je in proizvede 85 kW, torej 116 konjev in 280 Nm navora. Motor je precej glasen in robat, bolj kot se spomnim od prejšnjega. Tudi poraba ni ravno majhna, večji del testa je nad 7 litrov na 100 km, pa ima samo sprednji pogon. Sicer pravijo, da je zdaj bolj čist, no, za vas bo pomembno, da dokaj zvezno vleče, čeprav se bo zahtevni izdel prešibek in imajo v ponudbi še močnejši dvolitrski. Po občutku je novi Tucson tudi bolj vodljiv od starega. Nos je manj trmast, nagibanja ni veliko, je pa zato precej neudoben. Če so ceste slabe, vas bo kar precej pretresalo. Moti tudi, da je blaženje glasno in s tem kvari sicer dobro skupno oceno avta, ker sama zvočna zatesnitev sploh ni slaba. Ko avto enkrat stane, skoraj 30 jurjev ni več hec. Od Hyundaia bi pričakoval, da bo ob tolikšni ceni že močnejši motor pod pokrovom in zraven še 4-kolesni pogon. Je že res, da dobite še 2500 evrov popusta, ampak vseeno, avto ni poceni in vam mora biti že zelo všeč, da ga boste izbrali. Pa vem, da vam je.